Prodajalci avtomobilov se na različne načine trudijo, da bi morebitnim kupcem približali svoja vozila, da bi se odločili za njihov nakup. Pri zastopnikih avtomobilske znamke Seat, ki sicer prihaja iz Španije, vendar pa je v lasti nemškega koncerna Volkswagen, so se odločili, da bodo že tretjič zapored pripravili v začetku julija tako imenovani Cupra dan, adrenalinski dogodek znamke Seat. Na letališki stezi Zgornje Gorenjskega letališča v Lescah so razstavili vsa svoja vozila, ob katerih so postopala postavna dekleta, tako da niso bili v ospredju pogledov samo pločevinasti lepotci. Za okoli 2000 ljudi so pripravili vrsto spremljajočih prireditev, kot so Car Wash Show, razstava športnih avtomobilov in predelanih modelov vozil društva ljubiteljev znamke Seat Team. Najmlajši, pa tudi malce starejši, so se pomerili na Mini Cupra z reliju z avtomobili na daljinsko upravljanje, preizkusili simulator vožnje Smart in se zabavali v otroškem kotičku. Nekateri pa so lahko na razgreti letališki stezi, kot so vozniki, občutili hitrosti, ki sta jih razvijala v predelana dirkalnika avtomobila znamke Seat. Da pogledi obiskovalcev niso ostali samo na zemlji, pa je poskrbel akrobatski pilot Peter Podlunšek, ki je s svojim akrobatskim letalom pripravil v zraku loopinge, ob katerih je gledalcem večkrat zastal tudi dih. Slovenski dirkač Blaž Komadina je poskrbel, da je dih jemalo njegovim sovoznikom, ki jih je popeljal en krog po letališki stezi. Zanimalo nas je, kaj je bilo zanj težje, voziti dirke ali voziti za promocijo avtomobilske znamke. Najprej moram povedati, da nam je oboje v velik užitek, sploh vožnja z vrhunskim dirkalnikom, kot je Ibiza SC Trophy, je neverjetna. Tako da človek v avtu med samo vožnjo kar pozabi na vse napore, vročino, ves pot, ki lije z tebe, tako da ne bom se nič priteževal, moram reči. Kakšni so bili vaši danes sovozniki? Zelo različni. Od precej navdušenih, veliko je bilo bledih, nekaterim je bilo nažalost tudi malce slabo, pač ljudje niso vajeni takih hitrosti, pa mogoče vročine v avtu, drugače pa vsi so imeli fenomenalne občutke in bi se radi peljali precej več krogov, kot smo se dejansko se. Povejte, kolikšna je bila največja hitrost? Približno 180 km/h med samimi stožci, no, kar med samim drsenjem, tako da so občutki zelo, bom rekel, kar fenomenalni. No. Vozila Seat, ali bi jih priporočali nam, vsakdanjim voznikom? Vsekakor. Morate vedeti, da to, kar Seat počne na stezi, kar mi danes počnemo, vsa ta tehnologija se potem nekako prevesi v Seat serijska vozila, vključno z vrhunsko varnostjo, tako da Seat vozila so res z vrhunsko tehniko, poleg tega pa še vsebujejo precej dinamike, športnosti, tako da mi rečemo, da je to avto z dušo, tako da tega nam manjka zadnje čase. Vendar vožnje, take kot jih vi, na normalnih cestah ne priporočate? Ne, na normalnih seveda ne, to moramo vedeti. Promet je promet, tam so pač drugi standardi, zato pa imamo take dogodke, imamo dirke, tako da lahko vsak proba, če je le možnost. Najbolj zadovoljna je bila s prireditvijo Simona Mausar, prva oseba odgovorna za vozila znamke Seat. Cupra pomeni Cup Racing. To je kratica, ki res pooseblja Seatovo športnost, dinamičnost, predvsem pa španski temperament. In od tega, ker dejansko je Cupra srce znamke Seat in normalno, da smo poimenovali srce Cupra dan. Takšne prireditve so namenjene predvsem povečanju prodaje. Zato smo direktorico vprašali, če smo Slovenci ljubitelji teh vozil oziroma pogosti kupci. Tako bom rekla, že vrsto let beležimo pozitivno rast v prodajnem smislu
In seveda bomo intenzivno delali še na tem naprej, da se bo to nadaljevalo. Mogoče si želimo še večjo rast, to si verjetno vsi želimo, ker konec koncev vsi dogodki, vse, kar delamo, kar vlagamo, tako prepoznavnost znamke kot imidž znamke, vse to vodi, kot vsi radi pravimo, vse poti vodijo v prodajne številke oziroma, bom rekla, v čim večji tržni delež, skratka, da je čim več ljudi, ki vozi Seat in so zadovoljni, ker mi bomo naredili vse, da bojo naši vozniki oziroma naši kupci zadovoljni. Seveda ni bil naš namen, da vas spodbudimo k nakupu vozil Seat, saj reportaža ni bila v ničemer marketinško podprta. Želeli smo vam samo predstaviti utrip enega od prijetnih druženj ljudi, ki imajo radi avtomobilsko pločevino.